Top 12 Sankt Peterburg. V Rusiji sva! Natančneje v Sankt Peterburgu, ki naju je res navdušil. Drugo največje mesto v Rusiji leži ob reki Neva in se razprostira vse do Baltskega morja. In kaj si morate nujno ogledati, ko boste tam? Tole je najinih 12 predlogov. Na 12. mesto smo uvrstila Sankt Peterburške ulice in preplet arhitekturnih slogov. Od baroka do sovjetske arhitekture, od neoklasicizma do moderne. Mesto navduši svojo enotnostjo in čudovitimi stavbami, ki skrbijo za unikatno atmosfero. Sankt Peterburg je rusko mesto s pridihom Evrope. 11. Mostovi. Zaradi številnih mostov nekateri Sankt Peterburg imenujejo tudi Severne Benetke. Vsak most je po svoje zanimiv, neuradno titulo najlepšega pa nosi Bankovski bridge, ki ga varujejo 4 levi z zlatimi krili. Bolj masiven pa je 500-metrski Trojski bridge, ki je bil svoj čas tudi najdaljši. Ko boste prečkali ta dvižni most, se ne pozabite dobro obleči, da vas slučajno ne odpihne. Tile debeli zidovi vas pa ziher na nekaj spominjajo. Ja, to je bivši zapor. 10. mesto. Peter and Paul Fortress. Nekdanje mestno jedro in utrdba mesta je danes postala še eden od mnogih sprehajalnih parkov. Kaj? Svetujeva vam obisk plaže, ki morda ni najbolj primerna za sončenje in kopanje. Spočite pa tudi v bližnjo kavarno na kavo in domače ruske sladice. 9. mesto. Podzemna železnica. Sistem ruskih podzemnih železnic spada med najgloblje na svetu. Po stopnicah se boste spustili tudi do 86 metrov pod zemljo in občudovali arhitekturne stvaritve. Vsaka postaja je namreč umetnina sama zase. Leja, povej kaj. 8. mesto. Loft Project Etaži. Ljubiteljem urbane kulture priporočava obisk alternativnega art centra, ki ponuja poceni dobro pivo, obiskovalce pa vabi tudi številnimi dogodki in čudovitim razgledom z vrha strehe, ki služi kot javni prostor. Tam je ena edina visoka zadeva. St. Isaac Cathedral. In sedaj gremo kam? Kegor. In ko smo že pri razgledih, na 7. mesto najinega seznama uvrščava obisk St. Isaac Cathedral. Do vrha vas loči 300 zelo ozkih stopnic in majhnih vrat, vendar se na vrhu ob pogledu na širno mesto vse poplača. Kateri je ruski nacionalni šport? Hokej! Zato je ogled hokejske tekme na ledu obvezna postojanka za vsakogar. Midva sva si ogledala tekmo med dvema ruskima kluboma in se skupaj z domačini veselila zmage domačega kluba SKA. 5. mesto. Peterhof. Slabih 50 km izven mesta se nahaja najprestižnejša poletna rezidenca Petra Velikega, imenovana Peterhof. V 18. in 19. stoletju so to potekala velika slavja, plesi in maškarade, rezidenca carjev pa je še danes prava paša za oči. Preštejete lahko 144 fontan in več kot 200 kipov. Peterhof je bil direktni odgovor na Versailles. Peter Veliki je bil dejansko v Versailles in ki je prišel domov je rekel, da oni rabijo to tako stvari in so pa to naredili. 4. mesto. Muzeji, muzeji, muzeji. Tudi če niste ljubitelji muzejev, vas bo neskončna izbira gotovo premamila. Izbirate lahko med več kot 200 možnostmi. Naj bo to muzej izjemno dragocenih Fabergéjevih jajc, ki pogosto nastopajo v detektivskih filmih, ali ruski muzej s slikami domačih avtorjev, ki jih ne boste našli nikjer drugje. Vsekakor pa se mora na vašem seznamu znajti Zimski dvorec oziroma čudoviti muzej umetnosti Ermitage, ki je takoj za Louvrom drugi največji muzej na svetu. Zagotovo pa vas bo očaral tudi trg pred njim. Zdaj smo v predelu z Rembrandtovimi slikami. Sva pa nekje zasledila, da če bi pri vsakem eksponatu postal samo 1 minuto, bi za celoten muzej potreboval kar 11 let. 3. mesto. Church of the Saviour on Spilled Blood. Pisana katedrala, oblečena v zlate lističe, je ena od glavnih atrakcij mesta. Njena obnova pa bo predvidoma končana leta 2025. Cerkev je postavljena na precej neobičajno mesto, povsem ob rečni kanal. Njena zgodovina pa je krvava, a ravno zato je tako posebna. Tukaj so izvedli atentat na carja Aleksandra II. To neko obeležje tukaj postavljeno. Treba je poskusiti
najne specialitete in to so piške. Ampak ne pohane, ampak bolj kot nekakšni krofki. Miške posipane s sladkorjem, ki se kar stopijo v ustih. Če ste sladkosnedi, poskusite tudi piroške z marmelado. V mrzlih dneh pa vas bosta pogrela boršč in šči. V mestu boste našli tudi odlično gruzijsko hrano. Kaj gre skupaj s hrano in si zasluži prvo mesto na najni lestvici? Vodka. Ruska je dejansko okusna. Pa na zdravje! Bonus. Za vas pa imava še dodaten namig. Skočite v taksi in se odpeljite na izlet v bližnje pristaniško mestece Kronstadt. Nekdaj prva linija obrambe mesta vas bo presenetila z ogromno katedralo, ki po velikosti spominja na Hagijo Sofijo v Istanbulu. Nujna pa je tudi vožnja z ladjico do bližnjih otočkov. Če boste upoštevali teh najnih 12 predlogov, se vam nedvomno obeta nepozabno doživetje. Lajkajte in šerajte najin video, vabiva pa vas tudi, da nama napišete kar komentar. Čao!